da ne uzreš vsakih sosledi, ki vse zaman so tekle, da te ne bodo dušeno zapekle. Ok, jaz sem. Kako se je izoblikovala ta ideja, da se naredi koncert z besedili slovenskih pesnic? No, gospod profesor, boste. Jaz bi raj, bom tako rekel, Vita ima to afiniteto, da preprosto te ženske kulturnice in tako naprej jih poriva naprej, če lahko rečemo, oziroma jim organizira koncerte in tako dalje. Skratka, da je to zelo blizu. Mene je pa cel čas nerviralo to, da se žensko poezijo jemlje samo kot vaginalno poezijo. In se mi zdi, da so ženske pač v tem izražanju v svetu enakopravne oziroma imajo ogromno zapovedati in ravno ta koncert na koncu ni več ne ženske, ne moške poezije, ampak je samo še neka poezija. Ta problem, da se mi zdijo zelo prezrte in da ko že spregovoriš, če se pogovarjaš z moškim pesnikom, pa mu rečeš, da boš uprizoril, to se namreč meni prav zgodilo, ženske pesnice rečejo ponovadi, joj, pa kaj boš pa zbrala, da ne bojo kavo, pa preveč hrepeneče, pa dehteče, pa da ne bo, a veš, ta ženska poezija, to je tako, mičke ne pase na momente, no? In na to sem jaz v teh 25 letih mojega dela večkrat naletela. In se mi je zdaj to velik izziv potegniti iz te antologije, antologije je šlo pa kar nekaj na slovenskem, ampak ta je pa res najbolj pregledna po najnem mnenju, no, oba se strinjava. Zdaj, pri tej množici pesmi seveda se je težko odločiti kaj, ampak sva šla nekako kronološko skozi in se mi zdi, da je prednost te predstave ravno to, da sva potegnila ven tudi te prezrte, za katere marsikdo niti ne ve. Ko brala, smejala sem res se na glas. Če moški si izbira, zakaj pa ne jaz? Jaz tudi bi rada možila se kdaj, pa niga in niga, da pelje na raj. Debelega noče je buf a la mod, neroden še v hramu pretrguje sod. Presuhega še manj za križa ne da, ker kožo ne vriče tu rada ima. Meni se je v zadnjem članku, ki sem ga posvetila najmlajši generaciji slovenskih pesnikov, zgodilo to, da ko sem jih predstavila, vključila sem, mislim, da je 11 imen, da je bilo pravzaprav na koncu več pesnic, kakor pesnikov. Bila sem sama presenečena nad tem, pomeni pa to, da gre zdaj zares za neko situacijo, ne samo enakopravnosti, ampak te popolne suverenosti, ne glede na spol, da smo pravzaprav ta feministični princip, ki je vendarle borben in uporniški, na nek način premagali, ugotovili, da je to pač samo ena od
mnogih metafizičnih delitev in da spol pravzaprav ne govori vsega o nekem bitju. Po Platonu so to dve polovice, ki so šele skupaj eno. Jaz mislim, da nekaj simbiozi teh dveh spolov in moškemu vse jasno žensko in ženski vse moško, koliko je ta simbioza dveh nekako celostna. Če pa seveda gre za prevladovanje enega ali drugega, pa ostane tuja, ona druga plat, vse življenje. In zato se mi zdi, da ravno otroci en tak primer te simbioze, veš, kako človek nekaj se preseže sebe in postane ono drugo, pa hkrati je sam. In dejansko tu se mi ravno pri tej poeziji ravno razumevanje tega, in se mi zdi tudi, da ženska poezija zdaj gre v to univerzalnost, da ni več. Je pa dejstvo, da so moški zelo, ženske imajo več ali manj za bralke, ne za ustvarjalke. Pripravljaš se, Ofelija, ravno kar si zapustila konzervo Šekspirovega duha. Celo uro boš preživela med lesice s trepalnicami, medtem ko glas za ustnicami poje. Prosti verz pomeni tudi to, da se poezija bliža govorjenemu jeziku. Danes recimo to, kar ugotavljam, je sicer zelo premišljeno, to ni neka spontanost, kot pri Zajcu. Pri Zajcu je to en strašen ritem, ki ima v ozadju tudi eno globinsko prizadetost in uporništvo. Danes se mi zdi, da gre bolj za take tiho šepetanje, kramljanje, neke dialoške strukture. Poezije v pogovornem jeziku ni zelo veliko. Mislim, da tudi ženske tega razmeroma malo pišejo. Katja je tukaj neka posebnost. Se zdaj ne morem spomniti nobenega drugega tako izrazitega primera, pa tudi pri njej gre za eno tako posebno kombinacijo. Malo je pogovornosti, malo je mladostnega žargona, malo je celo nekih dialektizmov oziroma vsaj obarvanosti s tem dolenjskim govorom. Tako da to je en res poseben avtorski jezik, ki je takoj prepoznaven. Sicer pa tega v poeziji ni veliko, ne samo pri ženskah, ampak nasploh pri mlajših avtorjih.